Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, dober večer in dobrodošli v Uri resnice z Bojanom Požarjem na spletnem portalu Info360. Moje ime je Aljuš Pertinač, tokrat smo sicer brez Bojana Požarja, ampak vendarle. Tema naše nocojšnje debate bo psihoanaliza politike. Z mano pa sta naša posebna gosta. Dr. Igor Lukšič, politolog, in pa psihoanalitik, dvojni magister Roman Vodeb. Igor, Roman, dobrodošla v Uri resnice. Pozdravljen. Lep pozdrav. Igor, ena lastnost ali pa ena, bi rekel, okoliščina, ki se nekako ponavlja v času vladavine svobode, je dekonstrukcija stroke. Pa me zdaj zanima, ti kot bivši minister, bivši dekan, v končni fazi kot politolog, kako ti gledaš na to dekonstrukcijo stroke? Skratka, da stroka na nekih najvitalnejših področjih družbenega življenja, v najvitalnejših družbenih podsistemih se poskuša na nek način razvrednotiti, jo poriniti ob stran. Težava pri novo komponiranih političnih ekipah je ta, da ne vejo, česa ne vejo. In ker tega ne vejo, potem si mislijo, da vejo vse. In da je glavna zgodba v tem, da dobiš glasove volivcev, prideš na oblast in potem kar ti pade na misel, ali pa recimo kar ti nekdo v posli pove, vidimo, da se to zelo pogosto dogaja, iz tega potem delaš politiko in iz tega delaš celotno zgodbo, za katero si dobil mandat. Se pravi, tu ni nobenega prostora za stroko, ker niti ne vejo, kaj stroka zmore. To seveda ni novo v slovenski politiki. Ko sem bil še na odgovornih položajih, sem ugotovil, da nekateri dejansko ne vejo. Recimo sem govoril na sestanku predsednikov strank, ko smo bili v vladni koaliciji, da bi bilo treba vključiti inštitut pri Pravni fakulteti za ekonomske zadeve, ki je svetoval recimo svoje čase jugoslovanski vladi, pa potem slovenski vladi. Svetoval je seveda predsednikom, ki so vedeli, zakaj so ti inštituti. In so tam ugotovili, da pravzaprav oni nič kaj takega ne vejo, česar mi ne bi. In to se zdaj pa dogaja na potenco. Druga se mi zdi okoliščina, Roman, ki je značilna za ta čas po volitvah, odkar je na oblasti Gibanje Svoboda, seveda s koalicijskimi partnerji, je pa dekonstrukcija realnosti. Skratka, da nas kar naprej prepričujejo, da tisto, kar vidimo z lastnimi očmi, kar razumemo, kar čutimo, da ni res, da je res nekaj drugega. Ja, Igor je tako politološko to lepo povedal, jaz pa tako psihoanalitično pač vem, da ljudi ovladuje nezavedno, da ta vlada podlega Dunning-Krugerjevemu efektu, se reče, toliko malo ve, da nič ne vejo, kaj ne vejo, bolj blebetajo in bojo državo recimo zavozili. Zdaj pa jaz gledam z drugega vidika, se pravi, jaz vem, da ljudje, to politiki imajo velikego, recimo velikego Magolob, pa tale predsednica Klakočarka, veliko ego imajo in potem v objemu te egomanije ne vejo, kje imajo zdrse. Zdaj moja dolžnost pa je, če se ukvarjam s psihoanalizo, da pa berem simptome. Jaz nimam insajderskih informacij, da bi nekdo meni rekel, ti veš, kaj Golob naredil, tole pa tole, ali pa Klakočarka pa tole. Nekateri insajderske informacije imajo, jaz se moram pa znajditi, da berem pač simptome, vem, kateri obrambni mehanizmi so in vidim, da vse skup ne vodi nikamor. In pač moja moralna dolžnost je, da kot civilna sfera nekaj kritičnega povem in to v nekem strokovnem diskurzu. Ne? Se pravi, ne morem zdaj jaz 2 ure govoriti, kaj je to simptom, da so v zadnji neki procesi premeščanja, zgoščanje, lahko se to na lingvistični ravni metafora, metonimija. Jaz povem tako malo bolj porodarsko, v knapovščini, še malo oster jezik imam. In potem gleda šmenta, dobim domov policijo, ker sem metaforo uporabil. Nisem govoril recimo o Golobu kot slon med porcelanom, ker se totalno ne znajde, je novinec in ne ve, da je popoln aberveznik na področju politike.
To je za njega, slon med porcelanov. Zdaj, tale Urška še enkrat, ne metafora, o podivjani kobili je legitimna, ker ta si pa ne da dopovedati, da njena percepcija realnosti ni ta prava, da krši poslovni bonton, da ne more v rdeči štiklik paradirati, da ne more imeti razporek kazati pol noge, da ne more s takim dekoltejem jeti na pogreb na Japonskem je bila na pogrebu razgaljena, kožo je treba skriti. Ksenija Benedetti, povej zdaj ti. Ker če bom to malo bolj pikantno povedal in nekdo mora, in če sem jaz angažiran kot drugače misleč, recimo politološko, politično-analitičen, psihoanalitičen, recimo je greh, da se to ne sme povedati, pa da mainstream mediji molčijo, da ščitijo recimo vlado, ki dela slabo, naloga novinarja, da to belodanijo, ne samo mi politične analitike, ampak da novinari dajo v eter ena dejstva. In tudi po tej vladi se da strani in Pop TV-ja in nacionalne televizije, bi rekel, pikro udariti pod narekovajih. In to nihče ne dela. Mi se moramo zdaj tukaj pa malo pred. Ja, vpred, zaenkrat se mi trije o tem pogovarjamo. Igor, kako smo prišli v to situacijo, v ta položaj, da nekako se zdi, da je uradna politika oblasti, so pač življenjski stili oblastnikov, njihova pač zasebna razmerja in tako naprej. O tem se v glavnem pogovarjamo, o njihovih osebnih občutjih, o njihovem zasebnem življenju. To je v prvem planu. Ja, to je velik zdrs politike kot javne sfere, kjer gre za svobodo v tem tudi emancipatornem smislu, se pravi za proces napredovanja recimo človeštva in vsakega posameznika, smo prišli v situacijo, kjer je privatna zgodba pomembna, ne? In to seveda delajo PR-ovci, se pravi ljudje, ki so plačani za to, da skrbijo za to, da njihov biznis laufa. In mi smo zdaj pravzaprav ratali vsi ujetniki tega biznisa. Tako kot je bila recimo včasih politika v enem delu ujetnica novinarskega poklica, je pa zdaj PR-ovskega poklica. Ampak, če bi mi imeli šolane politike, ne, se pravi tiste, ki so nekako saj začutili na nekih ravneh, zakaj v politiki gre, pa kaj je njihovo poslanstvo v politiki, potem se ne bi pustili ujeti samo tem dnevno političnim PR-ovskim trikom, ampak zdaj pa imamo to vso zgodbo. Se pravi, ti ne delaš na dolgoročnih koalicijah v državi in v mednarodnem prostoru zato, da bi bilo ljudem boljše in da bi se razvijali, da bi razvijali svoje potenciale, ampak delaš zato, da boš v javnosti prikupen vsak dan, vsako minuto in to korigiraš na urni ravni. Ne? Če vidiš, da je preveč teh, ki pošiljajo neka kritična sporočila ali celo tako kot Roman pove neko besedo, ki ti ne gre v kontekst in se ti zdi, da je grda ali napačna ali da bi ti utegnila škoditi, potem se vanjo zaženeš, pa še po možnosti v človeka, ki to izjavlja. Se pravi, potem pa uporabiš vse sredstva, se pravi tudi pravna sredstva in tako naprej. Torej, če grem nazaj, ujetniki so tudi tega, o čemer Roman govori, se pravi tega ega. Ne? Ti skrbiš potem za ta svoj ego, zato skrbi tudi celotna PR zgodba in pravzaprav to, kar je na nek način bolno, ne? Mi promoviramo tudi v javnem prostoru kot pravo in zdravo. Ne? Ja, no, ko smo ravno pri zdravju, Roman. Zdaj, zadeve so nenavadne, kot prav Igor, tudi pač ni prav, da so v fokusu take stvari, ne pa neke javne stvari, ki bi bile v korist pač najširši populaciji, da bi se pogovarjali o tem, v katero smer naj gre država, ampak kljub vsemu. Partnerka predsednika vlade, vemo, pač ne samo vtis, tudi materialni dokazi so za to, da kreira politiko na določenih področjih vlade. Začela je z tujerodnimi invazivnimi živalskimi vrstami, zdaj v zadnjem času nazadnje se je lotila pač drznih nasvetov za upokojence, kjer jim pač predlaga, da naj nehajo jesti, če malo poenostavim, ali pa da naj bistveno spremenijo to, kar bi mi trije ali pa še kdo mogoče imel za neko normalno, zdravo prehrano.
Ja, to je ta čustvena nezrelost, ki pride do eskalacije, če ima človek prevelik ego. Zdaj, tale Golob je, jaz mu rekel tako, lahko se reče egomanjak, ne. In zdaj, če si ti zadet, torej, ali si zaljubljen, ali si zadet od adrenalinskega seksa, ne, imaš tisto libidinalno terapevtko za dušo in telo, ljubico ali pa novodobno partnerico, jo imaš za poslušati. Pravi moški posluša to, kar mu ženska suflira. Ampak jaz sem že tako rekel, ko se je pojavila tam v Cankarjevem domu, pa dajo temu eno odložišče, naj tam nek vreme napoveduje, nek rumeni tisk, ne jo puščati v politiko, ker meni so prišepnili, se nisem odstrel medvedov, pa ne vem, vegetarijanstvo, ampak se tudi unije zapodila, ko svinja obuče. Mislim, spet trbovski izraz, prispodoba je to, metafora. Mislim, neki modreci, in jaz skozi trdim, da morajo biti strici iz ozadja, da bojo skulirali, pač na desni imajo Janšo, ki je Bog, na levi pa morajo biti modri strici iz ozadja in tukaj je ta oče, ne, Kučan, ki mora strezniti porednega brata, sina Goloba, tudi, mislim, sej tolo Natašo Pirc-Musar jo verjetno ima pod kontrolo, ker je tudi recimo v Stoličju, lahko bi Brgleza, kar je meni bilo bliže, recimo, ne, če že ne govorimo o Logarju, ampak je šel tale ženska pa zdaj spet se ni imenovalo tiste varuha, pa kakorkoli. Tale Urška dela take salto mortale nemoralnosti, nekdo iz ozadja mora povedati moralno razsojanje, politikov je sveta stvar, ne morete takih kretenizmov delati. Moj kolega Branko Gradišnik je rekel, da je že zdavni predlagal, da bi bilo treba moralne teste delati, preden se novinci zapodijo v politiko. To so mački v žaklju, ne popisan list papirja, ne vejo nič, gre ena klakočarka v državni zbor, zdaj pa vidite, kaj imamo. In potem jo branijo, in branijo Goloba, samo da ne bi Janša. V dobro državo je svoboda govora, bodite kritični in do levih in do desnih. In to mainstream mediji ne delajo. Mislim, zdaj pa mora nekdo skozi akademski diskurs pikro se razgovoriti, povedati politološko in to se mora na nacionalni televiziji povedati. Ne samo, ne rekel obskurnih, tole malo premalo ljudi vidi, ni na glavnih televizijah, pa še tam pravijo, ja, so neke motnje, se sploh ne da gledati, to je kakva sabotaža. Javni diskurs se mora širiti, akademski se mora širiti, zato da mi vedimo, kje imajo oni slepe pege. In to je sveta stvar, svoboda govora, te pa tisto svobodo, ki so jo to proklamirali, pa reklamirali, jo utišajo, ne? Eno umje prevladuje. To je slabo za državo. Mi moramo levo in desno mnenje, oziroma bomo rekel, liberalno in konzervativno. Mi trije imamo srce na levi, jaz sem konzervativen zaradi psihoanalize. Ne? In zdaj se to, tak diskurs se ne sme na nacionalnih medijih. To je za mene absurdno, ker to škodi narodu, škodi državi. In strici iz ozadja na levi bi mogli pomisel sekati, pa rekli, tako ne gre več. In zdaj očitno ni teh mehanizmov, da enega Goloba streznijo ali pa klakočarko. Ja. Igor, ti si bil predsednik recimo koalicijske stranke, bil si minister v koalicijski vladi. Koliko je to obremenjujoče za vlado, za koalicijo, da se morajo ukvarjati s takimi stvarmi, recimo z javnimi izjavami, potezami partnerke predsednika vlade, osebnim življenjem predsednika vlade, osebnim življenjem predsednice državnega zbora in tako naprej? Obremenjujoče je, če vsi akterji nimajo nobenega večjega cilja od tega, da preživijo oziroma da bildajo svoj ego, pa so vsak na svojem ego tripu. In to se nam zdaj dogaja. Ne? Če bi oni imeli neko vizijo o tem, kaj z državo, je pač to neka malenkost, je ta objava, je neka druga izjava in greš mimo tega, ker veliki ideji, okrog katere se potem lahko zbere tudi ena pomembna politična sila, ena taka izjava ne škoduje, se ne ukvarjaš ne pravno formalno z njo, niti ni treba PR-ovsko odreagirati. Ne. Če pa drugega nimaš, potem te pa taka izjava zelo pretrese, ne. Pretrese tvoje politično jedro, ki ga ni, ker je to politično jedro zreducirano na tvojo osebnostno strukturo in na tvoj karakter in si ti pol globoko užaljen, prizadet in se pol s tem ukvarjaš in celotno, kaj malo vlado ali pa celotno politično telo in celotno javnost obremenjuješ s tem. Ja, zdaj ti si napisal tudi knjigo Zgodovina političnih idej na Slovenskem.
ko sem razmišljal o našem nocojšnjem pogovoru, se mi je zdelo zanimivo, da če pogledamo, kdo je vladal v Sloveniji od osamosvojitve naprej, so bili večino časa na oblasti liberalci, se pravi ne konzervativci ali pa recimo levica, liberalci, ki tradicionalno nimajo velike podpore ali pa niso imeli nikoli visoke podpore v slovenski politiki. Ne? Zakaj je po tvoje? Jaz mislim, da gre tle za eno navezo zelo močno z mednarodnim prostorom. Se pravi, cela ta ideologija človekovih pravic in pravne države, ki ima svoje jedro v zgodovini razvoja države, ampak ne more biti reducirana samo na to dvoje. Ne more biti reducirana samo na brezdušno varovanje tega, kar pravniki počnejo, ne, v zvezi s varovanjem in svojimi funkcijami. In ker tle ni neke druge večje zgodbe, ne, se potem vse ustavlja na tole in ker mi nimamo neke vizije, kaj narediti Slovenijo od osamosvojitve naprej, razen tega, da smo člani nekih klubov, ne, potem zaprisegamo samo neke take formalnosti, kot je to. In pol smo zelo manipulabilni na mednarodnem prostoru. Ne? In te mednarodne sile, ki pa imajo neke ideje, kaj je z nami, ne? Ker to je res, ko gledaš zgodovino našo, to je en zelo visoko produktiven, visoko duhoven, visoko razvit narod. In ljudje, ki tukaj živijo. To je res posebno področje. Ko gledaš, kaj se to na Slovenskem vse dogaja, ne? Pa na koncu rečemo, pogledajte naše športnike. Ne? Ampak vse to, naša ekonomija, tudi kvaliteta življenja, ki smo jo razvili, to je res nekaj posebnega. Tudi forme obnašanja, ki obstajajo, vključno s tem, kar je Roman kritiziral, se pravi, tudi naša psihoanaliza ne, je zelo skoncentrirana, zelo posebna, tako če pogledaš malo v primere z drugimi. Ne. Tako da, ker mi nimamo lastne vizije, smo plod te zgodbe in v svetu pa prevladuje ta logika koncentracije kapitala, na katero se liberalna ideologija in ti naši ta glavni mogoci, ki spet pasejo svoj ego. Ne, mi imamo problem ne samo, da so v politiki ego manjaki, kot bi rekel Roman, ampak imamo tudi med financerji ego manjake, ne, ki kar naprej potem sfinancirajo nek nov obraz in ta nov obraz jih razočara, ampak oni bi ga radi spet imeli samo zato, da se oni ob njem pasejo. Ne. In nekako pa ne moramo razviti enega skupne predstave, ki bi jo bilo treba posebej negovati, in to se neguje skozi politiko dolgoročno, se pravi, treba je te ljudi šolati, ne, zato da so politično dobri. Šolanje politika je pa v politiki, se pravi, od malega se šola. Jaz se spomnim, mi smo od krajevne skupnosti, ne moja generacija še, pa v šoli, pa vse posod smo se šli neke te kolektivne oblike. Skrb za razred, skrb za šolo, skrb za krajevno skupnost, skrb za potem občino, za državo in tako naprej. In potem rasteš. Ne pa tako, kot se nam zdaj dogaja, da ljudje prvič pridejo v neko intenzivno dinamiko relacij, ko so v vladi ali ko so v parlamentu. In takrat odreagirajo z vzorci, ki enostavno niso prirejeni za ta nivo delovanja in se obnašajo drug do drugega, in zato pride do upošteva psihoanaliza, se obnašajo, kot da so v familiji. Ne, in potem imamo te familiarno ali pa ne, medfamiliarne zgodbe in enostavno se ne razvijajo ljudje, ki bi znali delati z državo. Zgleda tako, ne, Roman, da smo nekako prisiljeni, ali je to trik, boš razložil, da se zdaj opredeljujemo, ne, a smo pač na strani, ne vem, bivše soproge predsednika vlade ali na strani njegove sedanje partnerke, a smo na strani pač družine partnerja predsednice državnega zbora, ne.
ki se je zdaj samo razkril to njuno razmerje v neki pogrošni reviji, ne, ali smo pač na strani te njune ljubezni. Ne. On tam pravi v tem intervjuju, ljubezen je zmeraj lepa. Ne. Po drugi strani imamo pa zapise pač njegove lastne hčerke, polnoletne že, na družbenih omrežjih, kjer prav odrekel si se mi, grozno je to, kar počneš mami, varaš jo z predsednico državnega zbora in tako naprej. Ne. In zdaj se mi Slovenci se opredeljujemo pač glede tega, namesto da bi se recimo opredeljevali glede tega, kako hočemo to državo zapeljati. Veš, na tej točki pride razsodna moč do izraza, ali pa bom rekel moralna razsodnost. Nekdo, ki ima izostren čut za moralno razsojanje, bo vedel, da je bad guy Golob, ki je pustil 3 otroke pa ženo, pa šel z ljubico, ne, mejo na skrivaj, tako ki imajo vsi, bi se reklo tako banalno. Tale Klakočarka, kako je zapustila, rašla z možem, kako dela kariero, pa dvojčkama, eden je fejst jo rabi, ne, ona daje kariero pred materinstvo. Zdaj pa ljudje pa to motrijo, se obnašajo kot kure, brez glave. Ne? Človek je brez svobodne volje. To je alfa in omega psihoanalize. Mi ne vemo, kaj naše nezavedno misli, naše nezavedno nas usmerja. In v našem nezavednem moramo imeti čut za moralno razsojanje. Mi med tisto, kar nam koristi, ne, biti, če si ti normalen, si levičar. Ne? Ker partizanstvo se ne moš kar tako odreči, ne? Ampak ne moreš ti na anti-Janša sentimentu stoličiti, rekel, banalno rečeno, eno budalo tam gor, se ni svedo kaj zvolil, ampak v eni točki mu je treba zoba pokazati. Če si ti moralno odgovoren, jaz sem vsem svojim prijateljem se odrekel, mi smo v Trboveljah vsi levičarji, sem rekel, otrok, rab, fotra, pa mamo, ne se zdaj bavati zdaj s tem. Ne? Skozi psihoanalizo, ki je konzervativna v osnovi, je družina oče, mati, otrok in z te družine pride moralno razsoden deček ven. Medlušen pa prav zbere prav. Slovenija je pa dezorientirana v moralnem razsojanju. Zdravi levičari bi v eni točki rekli, otrok rabi fotra pa mamo, samske ženske se ne smejo oplojevati, ker bo otrok spaka ratu brez fotra. Ne, jaz sem to naredil, moje moralno razsojanje je tako, da jaz delam tisto, kar je prav. Te volivne ovce pa tam nek jezo do Janše, ki je verjetno na simbolno nezavedni ravni ima status materinega ljubimca, ne. Zdaj ne bom šel čisto kvantno psihoanalizo, ampak slovenski narod se ne zna moralno odločati. On ne ve, da na eni točki ne moreš več prebaviti to, kar dela Golob svojo Tino, ne moreš Klakočarke prebaviti več. In moraš reči to, kar je delal Janša v korona krizi, ki se je podpisoval pod ukrepe, ki jih je medicinska stroka pisala. Tudi če si levičar, se moraš tega držati, ker je to dobro za narod, ohraniti moramo narodu zdravje. Moralna razsodnost naroda je pa izmaličena. Mi smo imeli kolesarjat, ki je 105 kot en kolesarjev, ko smo vsi se držali ukrepov. Jaz nisem ljubitelj Janše, ampak ukrepov se držim, ker so zdravniki to rekli. Slovenski narod tega nima, ker ima kolabiranega očeta. Ne? Mi kujemo zvezde, Devico Marijo namesto Kristusa. Ne? Mislim, to so ene stvari, ki jih jaz sem tudi magister sociologije kulture. Slovenska nacija ima tisto falično mamo, pa tam bedanca iz glavnega pa kekce pa rožlete. Ne? In zdaj te keksi pa rožleti ne znajo po misu sekati, ne znajo svojo babo v red spraviti, ne znajo svojim otrokom reči, lega, to se ne sme delati. Ne? Pa imamo medvrstniško nasilje. Mislim, da bi moj otrok je to delo, ker to ne preživi moj otrok. To bi se mene bal. Ampak jaz poskušam nekaj delati, kar je moralno prav, ampak jaz sem imel ta privilegij, da sem imel tisto konzervativno družino. Slovenska pod poveljstvom feminizma, slovenska družina je kolabirana, oče je brez pravo glasanja in otroci pridejo defektni ven. Ne? In pa imamo nacijo, ki je sadistična en do drugi. Bratovorno vojno smo imeli in zdaj, če bi bilo spet vojna, bi se mi pobili med sabo. In zdaj treba narod sterapirati z določenimi uvidi. Ne? V psihoanalizi je Freud odkril, da če se pride do uvida, simptom zgine. Kolektivno bi naš narod moral priti do uvida in pol razumno razmišljati. Tale Golob je slab, Janša je bil boljši. Pejmo na volitve, svoboda govora, pa naj bo, kar bo. Ker je to politološko prav. Oziroma, če gledamo, je prav, da spregovorijo konzervativni in liberalni. To je prav. Ne pa, da se režim spravlja na drugače misleče, da zasužni nacionalno televizijo, da so novinari levi hlapci, to se ne sme to dogajati, ker to škodi razvoju države. In to pač jaz vidim, pa sem kritični misliti in greh bi bil, če bi jaz molčal. Mislim, jaz povem na svoj način, mislim, politološki diskurs, vidva sta politologa, vidva drugače to vidita, oziroma
Pač vsi moramo dodati svoje, pa dajmo suma sumarum, naj se folk odloči, ne manipulirati s temi ovcami na čustven način, z nekim anti-Janša sentimentom pride en golob. Zdaj pa se spet obraz iše, pa tam nek Prebelič bo prišel, ali kdo bo prišel. Pač jaz tako vidim. Zdaj, Igor, lahko govorimo tudi o dekonstrukciji politike, ne? Recimo, zdi se, da so neka vprašanja prišla v spredje tudi glede političnega opredeljevanja, ki so tudi bolj stvar nekega življenjskega stila, ne? Ampak koliko je to nov proces, vemo, da ni rezerviran sam za Slovenijo, ne? Ti si bil, zdaj bo skoraj že 15 let, ker si bil pač minister in si imel takrat eno akcijo, ne? Ponosen sem na spol, ne? Ki se je začela tako, pač človeštvo se deli na dva spola, ne? Oziroma pola, oba sta nujna za nadaljevanje vrste, ne, če poenostavim. In si bil že takrat kot minister zaradi te akcije, ne, ki je bila, mislim, da usmerjena na dijaško populacijo, ne, na varno spolnost in tako naprej in na normalne odnose med spoloma, si bil deležen nekih hudih kritik. Ja, glavni cilj akcije je bil, ko smo ugotovili, oziroma na NIJZ-ju so na Inštitutu za javno zdravje so ugotovili, da je problem na javnomnenjski anketi, ne, da je mladi vstopajo v spolno življenje v prvem letniku in da nimajo točno jasne predstave, da je rezultat spolnosti med moškim in ženskom lahko otrok. Rezultat spolnosti med moškim in žensko je lahko otrok. Se pravi, ne rezultat spolnosti med istospolnimi ali kakorkoli. Se pravi, akcija je bila usmerjena samo na to, da opozori otroke, da ko vstopajo v spolnost z drugim spolom, je lahko otrok. In potem smo imeli še nekaj glede... Potem imate dva otroka, ne? Ja, Kar ni potem, najboljše. tako, in potem smo imeli še v zvezi s kontracepcijo in hkrati osveščanje učiteljev. Se pravi, na 3 nivojih smo to akcijo vodili. No in glavna reakcija je bila od Legebitre, ne, ki so si do takrat že začeli lastiti monopol nad interpretacijo, kaj je spolnost, kaj je spol, koliko spolov je in tako naprej. In potem je se v to vključila še ombudsmanka, pa potem zaščitnik javnih pravic, oziroma kaj je tisti nek status, ki je napisal 26 strani v zvezi s to akcijo, kaj vse se krši. Mimogrede, zdaj kaj ni napisal, ne? Ker sta bila oba belca, se pravi, na sliki sta bila moški in ženska, ni napisal, da je tudi rasizem tam noter, ne? Se pravi, da ni bilo nobenega Japonca, nobenega Črnka ali pa tudi Črnke in tako naprej. Skratka, imaginacijo si je sprostil. Ni bilo olimpijskih krogov, hočeš reči. Ja, kaj bi vse moralo biti. Ne, se pravi, vidiš, kako se lahko neka zadeva banalizira, ko gre za igro monopolov. Ne, se pravi, osnovna politična ideja je pa bila, da končno mi začnemo v Sloveniji v javnem prostoru in z javno spodbudo silt, če hočeš, mlado generacijo, vključno starejšo generacijo, tudi z učitelji. Ne, ker to, kar Roman govori, da je on konzervativen. Ko prideš ti na šolsko polje, vidiš, kako je to šolsko polje zelo konzervativno. Zelo slovensko šolsko polje glede spolno zgodbo ali pa recimo psihoanalizo, ne daj Bože, ne, na 1000 kilometrov pejmo stran. Je tudi nimaš na univerzi. Mi smo poskušali to upeljevati na politologiji, ne, pa potem kolega, ki je šel s fakultete, to odpeljal tudi sabo. Ampak mi imamo psihoanalizo, naša so samo teoretiki, psihoanalitiki, ne. Pa potem takole eni, ki pol v ilegali delajo, pa če še pride v javnost, imajo težave z razumevanjem, kaj pravzaprav in zakaj tle gre. In skratka, da grem nazaj na tisto zgodbo, čisto se je vleklo in seveda se je končalo potem z mojim mandatom in mi danes še zdaj nimamo nič v zvezi s politiko spolov, spolnim politika in tako naprej. In skratka, odpirati prostor na sorazmerno konzervativni zgodbi, zato da se gre lahko naprej, ne, ampak ti so v kali zatrli že kakršenkoli govor o tem, ker ni bilo po njihovo. In zanimivo je, ne, da Rimokatoliška cerkev, ki se ravno tako lasti to področje in sploh moralne presoje in tako naprej, takrat, ker rabi malo dlje časa, niti ni zagrela, drugače bi oni tudi... Ali pa se je ustrašila mogoče. Oni bi se tudi verjetno, ker vsak pač brani tle svoj monopol. No in oni so v tej bitki zmagali v celotnem, ne samo slovenskem prostoru, ampak vse posod.
In zdaj ta reakcija, ki je tudi zelo ostra, se pravi s trumpizmom pa urbanizmom, pa mogoče tudi tle v kakšnem delu slovenskega javnega prostora, ta reakcija je nekako pričakovana, ne? In bo šla verjetno spet preveč v drugo smer, kot bi bilo treba, zato da se pa vendarle zaščiti tudi možnost za te razne druge variante, ki niso samo dva spola, ne. Ampak to, da pa rinemo v popolno defenzivo do včerajšnjo normalnost, ne. Včeraj je bilo normalno, da sta dva spola, da se poročiš, da tako naprej, in da če zdaj to nenormalno v bistvu, ne? Celo nezaželeno na nek način, tako, ali pa obsojanje vredno. Ja, če se v tem vzorcu nisi prepoznal, si lahko vegetiral na margini. Ne? Mislim, margini, se pravi, nisi bil v glavnem toku. Zdaj je pa iz tega narejen glavni tok in so vsi ostali, ne, ki imajo otroke, malo problematični. Zakaj pa ti imaš sploh otroke, stari? Ne, to pa ja ni zdaj ta prav lifestyle. Mislim, skratka, tako daleč je zadeva prišla in to enostavno za civilizacijo ni dobro. Ne? Ja, in kako bo zdaj levičar? Ne? Jaz sem se rodil v družini, moj star oče je bil partizan na Dolenjskem, ne? Smo bili levičari, mama v ZK, jaz sem bil v JLA, sem bral Freuda pa Marksa, sem bil takoj sprejet v Zveze komunistov Slovenije, ampak pa sem pa v eni točki šel pa v politkomisariat, pa sem rekel, Božo Maro, ti bi sekretar. Sem rekel, Božo, socializem je crknil zato, Freud je že rekel, socializem bo trajal v času oktobrske revolucije. Pol leta, zato ker moška duševnost ni narejena za plemenito idejo, kakšen je socializem. Totalitarizm je napovedal Freud 18. leta. Jaz sem rekel, sorry, ful imam, prosocialen sem, ampak človek je ena navadna žival in mi se moramo tega zavedati. Ne moramo mi moškemu zaukazati uravnilo, to je glitko, če vsem babam rekel, da mora enak lepe biti. Veš, da se bojo pobile med sabo, da bo ena lepša. Moški mora imeti možnost, da se ven meče, da se petelini, ker je v ozadju kastracijski kompleks, odip pa tako naprej. Ampak ta odip, ki je fundament psihoanalize in moralnega razsojanja, če nam ta odipava zgodba v primarni družini crkuje, kar Slovencem crkuje zaradi feminizma in Norvežanom oziroma Skandinavcem tudi. Če se nam poruši primarna družina, bojo bodoči rodovi fantov moralno izprijeni in bomo pod sisteme dobili moralno izprijene moške, egomanjake, ki je materino ljubezen doživljal, pa fotra imel kastriranega. In potem dobiš to, kar dobiš. Ko jaz teorijo moralnega razsojanja razložim, mimo tega, da povem, da žensko moralno razsojanje temelji na sočutju, 20% moralno razsodnih moških ima pa postkonvencionalno stopnjo moralnega razsojanja, ki je rešitev za družbo. Pol jaz ne smem to v akademskem diskurzu nikjer povedati. Jaz teorijo moralnega razsojanja, ki je Kohlberg statistično dokazal. Fundament je psihoanaliza. Na Dunaju so prepovedali Freuda, na Freudovem Dunaju. Alenka Zupančič je dobila možnost govora, če ne bo Freuda omenila. Jaz ne smem nikamor. Na sejmu so me izžvižgali 20 proti unih, 8. marec, Domen Savič, pa 200 mojih fenov, desničarov, jaz pa levičar. Reportaža RTV-ja, samo 20 unih anarhistov. Anarhisti so moški fantje, ki so brez očeta živeli, ki jih ni kozih molitvic, ptujska tamna zgodba, ki so pretebali tistega najstnika in tisti, ki je tam klečil, je bil brez fotra in je bil brez moralnega kompasa. Zdaj naj en vpraša, kaj je zdaj s fotrom, kaj s tem sinom naredil, pa kaj je naredil fotor, v drune punce, ki je rekel, dej ga še. Jo je nabuto fejst, ker je razsodna moč moškega je ključna, da se ustoliči v družbi nek moralni kompas. In zdaj te naše, jaz jim rečem moškinje ali pa človekinje, s tisto eno čudno logiko pridejo, sočutje imamo, ampak tam med lušem pa prav, tam sej je svobodnost, pa ljubezen je ljubezen na prvem mestu je moralna razsodnost. In ta nastane v družini z moškim, nekastriranim očetom, pa feminilno, nekarieristično mamo, To je pa konzervativno. Sorry, jaz sem levičar, ampak skozi Freuda je to tako zato, ker se v družbo potem ustoliči prijetno življenja. Aritmetična sredina prijetnosti življenja se dvigne na višjo stopnjo, zato ker v družbi vlada red. Pri nam bi pa vladali anarhisti, ne svi goli pa koštavoli. Pa tam rok bi imeli, pa vsi bi bili kulturniki, pa umetniki, pa pesmice pisali, kdo bo pa delal?
lenuhi dobijo pa Prešernove nagrade. Mislim, zdaj eden naj to pove tudi na nacionalni televiziji, v Odmevih. Jaz 15 let ne smem na Odmeve, ker sem rekel v državnem zboru, da otrok rab fotra pa imamo. Pa fotar mora svojega sina v red spraviti. In v Sloveniji se ne sme akademski diskurs na to temo ustoličiti. Kaj šele v eni politološki razpravi, v eni tarči. Sorry, sem se razgovoril, pa malo not padel. Igor, nekako se pač vrtimo, se mi zdi, okrog te kulture pač ukinjanja, prepovedovanja. Ne? To se mi zdi, da je nek leitmotiv zdaj postal, ti si samo omenil, ne? Se pravi, vsak, ki drugače razmišlja, kakor se meni zdi prav, ga je treba pač na nek način zradirati, ne smemo mu pustiti do besede v javni prostor in tako naprej. Zdaj, kje se bo to končalo? Na koncu bo sam še eden, ki bo sam sebe ukinil, ne? Ker to je, se mi zdi, neka pač igra ničelne vsote. Ne? Iz tega ven, tudi za tiste, ki so recimo zdaj imajo premoč, ne? Tu smo tudi omenili, kdo to so. Ta hip sta oba povedala z Romanom. Vseeno to je neka igra ničelne vsote, ne? Ja, to je resnici slabo. Ne? Je pa seveda, zdaj, ko sem poslušal Romana in sem točno slišal, ne, kako ga bo slišala ta večina, ki ga ne prenese. Ne? In zdaj, veste, jaz imam isto težavo, ne, ker ljudje enostavno ne slišijo. Zdaj, kako se naučiti poslušati, kaj pravzaprav on hoče povedati. Ne to, da jaz vem, kdo je Roman, jaz vem, kaj bo povedal, jaz vem, kaj je psihoniz, vse vem, ampak ga poslušam samo zaradi tega, da bom potem pluval po njem in vsem tem iste baže in ga pol uvrstim pač šistom. Ja, ga ne poslušam, vem pa, kaj je rekel in ga potem in tako naprej. Ampak v vseh teh nijansah, ne, ki jih je govoril, če ga poslušaš, ne, kot da ti govori na nov, potem lahko slišiš te nijanse in vidiš, kaj pravzaprav govori. Ne? Ampak kako se naučiti poslušati? Zato, da se bomo drug od drugega učili. Ne pa branili svoj ego, tako kot sem prej rekel, da zdaj bo vsak najemal enega odvetnika pa enega PR-ovca, da skrbi za tvojo medijsko in javno podobo. To je zdaj kakor blazno in. In tisti, ki to zna, tisti je super, tisti, ki to ne zna, je pa bolj, ali pa nima denarja za to. Ja, seveda, pa se zreducira še na to, ne, doma in tako naprej. Tako da, kako se naučiti poslušati? Ne? Ampak se mi zdi, da je tle vezano spet na to zgodbo. Posluša lahko nekdo, ki, to ni v tem smislu ne poslušati, ne? Ampak posluša lahko nekdo, ki je dosti trden. Ne? Jaz se spomnim, ko so mi učitelji, kako moraš ti se z Janšo sploh pogovarjati. Recimo, takrat sem bil jaz predsednik, pa je bil Janković in Janković je rekel, ne bom hodil na te sestanke, ki jih Janša sklicuje kot predsednik stranke oziroma kot nekdo, ki je po pravilu zmeraj organiziral te sestanke v zvezi z vprašanje države. Ne. Predsednik vlade je bil takrat. Ja, predsednik vlade in pač sklicoval te sestanke in pač je prišel, on je rekel, da ne bo hodil na te sestanke in tudi, ko je prišel, sej pravzaprav sem na hitro nekaj sprl z njim, cak in šel. Sprav, kako sploh dojeti, kakšna je tvoja vloga, da ti nisi tam zaradi tega, zaradi svojega ega in da tam ta, ki s tabo govori in je predstavnik drugega političnega pola, ne napada tvoj ego. Ne, on se s tabo sploh ne ukvarja. Tudi takrat, ko ti govori, da si ti, kaj vem, če hočeš tudi budalo ali karkoli. To nima zveze z njim kot osebnostjo in s tabo kot osebnostjo, če si tam kot predsednik vlade in nekdo kot predsednik stranke. Zdaj, kako se naučiti tega, oziroma kako biti toliko trden, da drugega vzameš kot izziv za to, da se boš v življenju kaj naučil, ne pa kot nekaj, da se boš od tega distanciral. In ne, to tvoje vprašanje, ne samo distanciral, ampak potem to tudi likvidiral. Se pravi, najprej odstranil, potem pa po možnosti še pohodil. Da boš pokazal, kako si pravzaprav ti pa edini, ki razumeš situacijo. In tega ne bi smelo biti toliko v politiki. Seveda se vsi učimo tudi skozi to, na nek način rečemo, terapiramo, rastemo v razne smeri, ampak ti, ki so na najbolj odgovornih položajih, bi morali nekako zaščititi ta prostor, da bi bili vsi ti diskurzi in tudi vse te identitete in vse to možno. Ampak ti to ne delajo, ne izločajo ad personam
ljudi, izjave, kaj je možno, kaj ni možno, koga se lahko omenja, koga se ne sme omenjati, ne? In pravzaprav sami sebe invalidiziramo, ne? Ker ti, ko rečeš, Aljušu bom odrezal glavo, ti si sebi odrezal jezik. Sebi si odrezal jezik, ne? Mu bom odrezal roko, ti si sebi odrezal najmanj prst, če ne celo roko. Pa škodiš narodu. Sej, mi samo sebi, mislim, na koncu, ne, če so že taki egoisti vsi, ki to počnejo, potem jih je treba podučiti, da škodijo najbolj na koncu, v zadnji instanci, samo sebi, narodu in seveda celotni človeški. Kula, recimo jaz, ko motrim sebe, Nika Pipan, Švarc Pipan, Veronika, kaj je? Dominika. Nika je se kliče, ja. Ona ni hotela Janši roke dati, ne? In jaz sem rekel, to pa ni prav, to ni prav. Z Jankovičem se objevala. On je celo ponudil roko, ne? Kot takratni predsednik vlade ni sprejela. Ko sem jaz imel zamero, oziroma jaz imel stališče, v aferi Litijska, recimo, sem pa jaz s cold readingom ugotovil, da ona zelo, iskreno govori in zelo, ko so bili obsojeni, so bili vsi živi, ona pa ne. Jaz sem na njeno stran stopil, ampak zelo, ki pa recimo stopila na stran Urške, ne, v aferi Zuljan, sem pa spet rekel, Dominika, to pa ni prav, ne. Se pravi, nekdo, ki ima neko autoanalitičnost, ki malo slepe pege gleda, ne. Meni recimo en Jankovič ni všeč, ne. Zato, ker je, ne vem, on je republikanec, ne, pa tam LGBT v resnici zelo konzervativen. Ampak recimo jaz pa s tem drekovodom pa ne vidim nič toliko narobe, ker ima vsa velika mesta na podoben način drekovode. Ali pa to podporo Vučiću, tudi jaz ne vidim, kot da bi bil bad guy, ne. Bad guy jaz vidim čist nekaj druge. Se pravi, ko jaz sebe motrim, vidim, da jaz sem lahko kritičen do levih in desnih in sredinskih in na desni vidim nekaj, kar je dobro, na levi vidim nekaj, kar je dobro. Podpiral sem anarhista Kordiša, ki je Nataši Pirc Musar povedal tisto, kar ji gre, da je ultrakapitalistka, ne, na soočenju, pa je fejst čuden, ne, tale Miha Kordiš. Se pravi, jaz opažam nekaj dobrega, kar ima levica, nekaj dobrega, kar ima desnica, levica, desnica, sredinski. Zakaj to ne morejo vsi? Z malce, bi rekel, neke avtoanalitičnosti, da se ti vpraša, zakaj imam pa jaz zdaj bez do Janše, vode pa prav, jaz sem imel očima, ki je interveniral mojo družino, jaz bi očima ubil, vode pa prav, da Janša moj simbolni očim, ki jaz ga ubil, zakaj pa? Se kaj pa dela toliko narobe? Pa prideš do vida, pa zgubiš jezo tam po nepotrebnem, tista Teja Jarcu pila ko zverina na Kredarici na Janšo. Ja, poglej, kaj zga fotra si imela, kako jezo imela do očeta, ne? Tako bi se dalo narod strezniti, ker narod nima svobodne volje. On bi moral programe zbirati, ne, kaj je meni blizu po moji politični opredelitvi, ne, da tam videti Janšo, pa že kjer Miki Miško, ali ko je ta Golob, ali pa, ne vem, nov obraz volj. Treba je z neko pametjo priti do vida, zakaj sem jaz tako politično opredeljen. Vse to je too much pričakovati, ampak meni se zdi, da se to da v enem diskurzu, kjer bi moralna avtoriteta povedala, ki bi Kučan lahko rekel, čakajte malo, zdaj imamo pa mi krizo, ukrepe moramo spoštovati, če tudi Janša pod njimi podpisan. To bi moralna avtoriteta lahko naredila in če bi oče naroda to rekel, mogoče bi ljudje bili bolj strpni glede protestiranja proti teh ukrepov. Zdaj nimamo več korona kriza, imamo drugo zgodbo. Na eni točki bi mogli reči, zdaj pa dosti Stelin Goloba, zdaj smani doživljaj, zdaj moš pa odstopiti. In zdaj to moralno razsodni moški to lahko naredijo. Slepe kure, sigurno ne. Kmetje, ko tam z nekimi čustvi, nezavedno jih obvladuje, tega ne zmorejo. Zato smo tukaj, ali pa so mediji, smo kritični misleci, ki moramo intervenirati v en diskurs in to javno povedati. Na nacionalki, v Tarči. Ne, da sem jaz na črni listi 15 let ne smem na televizijo, ker sem rekel, da otrok rab fotra pa imamo. V državnem zboru, pa levičar sem. Ja, hkrati, ko je nekdo drug rekel, da ne rabi, ne? Ampak ti se še smerom lahko na televiziji. Igor, koliko je možno iti proti temu v politiki? Bom dal en primer. Anže Logar, on je meni osebno zanimiv, ko svoja praktično generacija in tako. Zdaj, on je dolgoletni politik, karierni politik, bil je tudi že zunanji minister, poslanec je dolgo časa, podpredsednik Slovenske demokratske stranke, za svojo stranko in tako naprej.
Vsa ta leta njegove politične kariere nismo vedeli, pa saj jaz nisem vedel, da recimo igra violončelo, da se ukvarja z borilnim veščinam. Zdaj, ko je na neki samostojni politični poti, se mi zdi, da je to usprednjo, kako on čelo igra, kako se z borilnim veščinam ukvarja, kako, ne vem, se s kakšnim športom ukvarja. Se da iti proti temu trendu v politiki, skratka, da prodajamo pač, kako sem jaz fajn v resnici, zato ker delam to pa to pa to. Je možna še ta neka klasična politika sploh? Ne, jaz mislim, da ta prostor smo čist razgradili, ker generalno je se prostor politike precej izpraznil, ne? Ker vidimo, da moderna politika je bila narejena za to, da se kapitalizem konsolidira, ne, proti feudalizmu. In toliko časa, dokler je ta konsolidacija kapitala potekala v svetu, toliko časa je bila politika promovirana. In se je zdelo, da se s političnimi sredstvi da korigirati to, kar kapital po svoji logiki šiba in hoče narediti iz človeštva. V 20. stoletju je bila ta predstava še najbolj močna, ne? Zato je prihajalo do revolucij in hkrati do intenzivnih obramb kapitalizma v formi fašizma in nacizma. Zdaj alternative ni. Zdaj je kapitalizem toliko zelo močan, da je samo vprašanje, katera politična opcija bo uspela ljudi naterati, da bojo verjeli, da je hitrejša koncentracija kapitala boljša za vse nas. Torej, tekma je absolutno ni, ali bo prihodnost človeštva človeška, ali bo ničelna, ampak je vprašanje, kaj bo boljš za kapital. In če je vojna v Ukrajini boljš za kapital, potem vanjo ne more ni Bog otac, ne, intervenirati. In to, kar si je Trump domišljal, da če je Amerika v precejšnjem delu tudi zakuhavala to vojno, da je lahko z umikom tudi konča, se je zmotil. Ker je volja svetovnega kapitalizma pač to močnejša. No, razgradnja sfere politike, se pravi tam, kjer mi premišljamo, kaj se nam pravzaprav dogaja in kaj hočemo mi kot družba narediti, neodvisno od teh sil, tudi o tem, kar Roman govori, se pravi od tega, kar z nami dela podzavestno, nezavedno, pa ne vemo točno, kaj to je, pa poskušamo odkrivati, kaj z nami dela logika kapitala, kaj z nami dela kakšne druge živalske zgodbe v nas samih, ali karkoli, kaj dela gen, ne vem kaj vse. Neurosistem, neodvisno od nas, kaj dela narava, kaj dela zemlja, kaj dela sonce, neodvisno od nas. Se pravi, vse to poskušamo spoznavati in to se dogaja v sferi politike. In to, kar vemo, največ, kar človeštvo v sebi ve, da iz tega naredi nekaj najboljšega za naprej in za bodoče rodove. To se zdaj marginalizira, temu se reče intenzivna antipolitika, in potem prihajajo seveda tudi tovrstni ljudje, ki so politično absolutno nepismeni, se pravi, da niti ne vejo, da je tle vprašanje razvoja človeštva, da ne gre samo za njega osebno, ne gre samo za njegovo stranko, ne gre samo za zmago na naslednjih volitvah, ampak če zdaj le bolj se intenzivira to vprašanje. Ali se bomo mi razvijali v smeri umetne inteligence, ki bo v pomoč ljudem, ali v smeri umetne inteligence, ki bo nadomestila človeštvo. In kaj zdaj to pomeni? To, če zdaj ne bolj, ne, v Ameriki ta Muskov klan ne skriva več, da gre za to vprašanje. Mogoče lahko, ki glih omenil Ukrajino, pa Rusijo, pa ta politološki diskurs, mislim, furate tako, kot je treba, FDV-ovsko, ne. Ampak psihoanaliza, recimo pa v ukrajinski vojni, rekel freudovski diskurs, pa izpostavlja pač to, da je, kvantno se bo slišalo, no? Ozemlje je simbol dreka, ne? Analna faza. In zdaj država plus ozemlje je tudi simbol domovine. Mama država, Rusija, pa mama Ukrajina. In zdaj 100.000 ljudi je umrlo, ker imajo na nezavedni ravni vsi za simbol mame. Ukrajina je simbol država kot simbol mame. Zdaj boš rekel isti kup dreka. In drek in mama. To je sumativni efekt v psihoanalizi. Na nezavedni ravni to zagotovo poteka in drži neko podstat čustvenosti.
Vse je v zadju kapital, pa ves ta diskurs, ki je politološko, ves legitimen, Amerika. Ampak, če bi se ključnim akterjem in Zelenskem, ki je, mislim, gelipter na kvadrat, ta Putin je bil pa latentni psihopat, ki se mu je zdaj psihopatija pa razvila. Prej se mi zdi, da je bil tu ključen. Ampak, če se bi njemu na neki svetovni ravni serviralo, kaj on v resnici dela, da se za eno zemljo ubije 100,000 ljudi, mladcev, kalvarija 100 ali pa milijon ljudem se je tam z življenjem poruslo, zato ko on hoče imeti del zemlje, ne vem, mame Rusije priključeno, ker to Rusija, sej bi lahko Gazo isto zgodbo, Izrael je ljudstvo brez mame in pa so mu dali pa mamo ozemlje. Tako so Palestinci živeli. Psihoanaliza druge stvari vidi in glede na patologiji v tej osebni, mora človek do uvida priditi, kaj ga v resnici tare iz otroštva, da se mu občutki tako obnašajo. In zdaj temu Putinu in Zelenskemu mogo en povedati, milijon ljudi je hendikepiranih, pa 100,000, 500,000 jih bo umrlo. Zato, ker se vidva borita za en kos postane zemlje. Zdaj, če bi imel božanstvo, ali pa recimo, kaj tale papež je zdaj umrl, da bi neka moralna avtoriteta, pa v nekem javnem diskurzu, na ena, vidva sta kriva, zato pa tok smrti, v resnici se pa za tolo zemljo. Na simbolni ravni je to simbol mame in simbol dreka, prve imovine, s katero mali sralec trguje. Teoretično se meni zdi, da bi se ona dva strezla, tako kot bi se Breivik streznil, ki je 80 ljudi tam na utola liberalcev otrok pobil. Veš, kaj si ti pobil? Materine ljubimce, jezo do materinih ljubimcev, zato si ksenofob. In kaj si zdaj naredil? 80 ljudem si življenje ubil. Ali pa Kosta Kecmanović bo prišel do vida, kaj je on na resnici delal. Njega to lahko tako strezne, da se za glavo drži, kaj je v objemu nezavednega on v resnici naredil. In to je, mislim, da dodana vrednost, da se psihoanaliza spusti v politološki diskurs, da se tudi psihoanalitično gleda. In tako je Freud recimo gledal v raznih prihodnost neke iluzije ali pa, ki govorijo o politiki pa armadi, ali pa totem in tabu, razvoj človeštva, verovanje pa tako naprej. Ta psihoanaliza je ful dodana vrednost, ampak v paketu psihoanalize dobiš pa različna spola. Pa je pa gotovo, zdaj pa zaključ vode, zdaj pa spola sta ni enaka. Meni je škoda, da se psihoanaliza ne infiltrira v politološki diskurs, ker bi tam določene stvari drugače zapopadli. In bi se recimo druga svetovna vojna. Mi moramo psihopatijo Hitlerja dojeti, ne kako je Nemčija, pa na drugi strani psihopat Stalin, pa še psihopat Mussolini. Ti trije psihopati so ključni za potekanje druge svetovne vojne, mi se pa Atlanta, pa UNAOS, pa te zavezniki, čist druge stvari so jih psihoanalize vidne. Ok, tole se nekaj tam še dodal, ker se mi je bila moja pobuda, da malo psihoanalizo to. V redu si dodal, z veseljem še kdaj, za nocoj pa dr. Igor Lukšič, dvojni magister Roman Vodeb, najlepše hvala za vajino gostovanje v naši vdaji. Gledalke, gledalci, to je bila psihoanaliza slovenske politike v uri resnice. Še nasvet za konec, naučimo se poslušati, zato da bomo lahko slišani. Do prihodnjič, nasvidenje in lahko noč.